Gre za geodetsko upravo, GURS in državljana, ki je dobil, dva identična odgovora. In to na dve vsebinsko čisto različni vlogi, kar seveda sproža vprašanja. Ja, točno. Primer, ki na prvi pogled mogoče deluje kot neka administrativna pomota. Ampak verjetno ni tako preprosto. Verjetno ne. Lahko kaže na kaj globljega. No, poglejmo vire. Imamo ta dva dopisa GURS, sta si res enaka, samo datum in številka sta druga. Potem imamo dopis tega državljana, ki opozarja prav na to. In še obsežna uradna pritožba, ki gre pa še dlje, naslavlja kar sistemske očitke. Cilj danes je torej raziskati, kaj za vraga se dogaja. Je to samo posledica neke avtomatizacije, mogoče preobremenjenosti? Ali pa morda kaže na nek odnos, na nek prezir celo do vprašanj državljanov? Ali pa na pravne luknje? Poglejmo podrobneje. Torej, kje je bistvo težave? Državljan je GURS najprej pisal, ker so se v nekem obvestilu sklicevali na 24. člen ZMVN-1, zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Potem pa je kmalu zatem poslal še eno vlogo, zahtevo za pojasnilo, kjer je našel neko uradno GURSovo infografiko, ki je glede veljavnosti tega istega člena trdila drugače. In potem je dobil odgovora. Prvega 12. junija 2025, drugega pa 20. junija. In bila sta popolnoma enaka, vsebinsko identična. Kaj pa GURS pravzaprav pravi o teh odgovorih? Ja, GURS pojasnjuje, da čeprav je bil ta 24. člen res formalno črtan, se še vedno uporablja in sicer na podlagi prehodne določbe 20. člena novele ZMVN-1C in to naj bi veljalo do konca leta 2025, posebej za namen obveščanja lastnikov o vrednosti nepremičnin. Ampak državljanu to očitno ni bilo dovolj. Kaj izpostavlja on v pritožbi in dopisih? Ja, državljan najprej izpostavi to očitno nasprotje med tem pojasnilom GURS-a in njihovo lastno infografiko. Infografiko, ki je bila objavljena celo v uradnem listu in pravi, da je člen veljal samo do 31. marca 2020. Torej vprašanje je, kaj zdaj drži in ali GURS uporablja pravno podlago, ki mogoče sploh ni več veljavna. Točno, to je prvo vprašanje. Drugo in morda še bolj povedno pa je to, da identični odgovori kažejo na pomanjkanje vsakršne individualne obravnave. Kot da nihče ni zares prebral, kaj je v drugi vlogi sploh spraševal. Tako nekako. Kot da se je sprožil nek vnaprej pripravljen odgovor, šablona. In to seveda namiguje na nek sistemski problem, na pavšalno obravnavo. Kar nas pripelje do tiste širše pritožbe. Kaj vse očita GURS-u? Če vročitev ni pravilna, rok za pritožbo sploh ne začne teči. Potem je tu še sum nezakonite množične obdelave podatkov, brez ustrezne pravne podlage, torej kršitev GDPR, in pa netransparentno komuniciranje, ki naj bi kršilo pravico do pravnega sredstva iz 25. člena ustave. To zadnje, to misli netransparentno komuniciranje? Verjetno v smislu, da če dobiš generičen odgovor, ki ne naslavlja tvojih specifičnih argumentov, ti je v bistvu onemogočeno, da bi se učinkovito pritožil ali uporabil druga pravna sredstva. Ker ne veš točno, na kaj se organ sploh opira. Tukaj zdi postane res zanimivo, ko povežemo s to idejo avtomatizacije. Ali smo res prišli do točke, ko sistemi državne uprave državljane obravnavajo kot, številke? Kot postavke v nekem procesu. Kje je sploh meja med učinkovitostjo, ki jo avtomatizacija lahko prinese? In tem, kar deluje kot popolno razčlovečenje postopkov, ko ni več občutka, da te nekdo na drugi strani sploh sliši. Točno to je vprašanje. In če očitki iz pritožbe držijo, so posledice lahko zelo resne. Kot sva rekla, ničnost postopkov, če je pravna podlaga napačna, težave z roki za pritožbe, pa seveda morebitne visoke kazni zaradi kršitev GDP. Ampak verjetno največja škoda je zaupanje, kaj ne? Zagotovo. To še dodatno spodkopava že tako načeto zaupanje v delovanje državnih organov. Fascinantno pa je pri tem videti, kako ta praksa, očitno generiranih šablonskih odgovorov, trči ob čisto temeljno zahtevo upravnega postopka. Upravni organ mora namreč ugotoviti dejstva in se mora odzvati na konkretne navedbe stranke. Splošen odgovor preprosto ni dovolj. Torej, če potegnemo črto,
Imamo primer, kjer GURS na dve različni vlogi da identičen odgovor. To sproža resne dvome o zakonitosti delovanja, o transparentnosti, pa tudi o tem osnovnem odnosu države do ljudi, ki iščejo odgovore. Ja, če povzamemo načela, ki so po mnenju pritožnika lahko kršena. Načelo zakonitosti, pravica do ustreznega postopka, varstvo osebnih podatkov, pravica do pravnega sredstva, to so res temelji pravne države. In za konec mogoče ena misel za poslušalce, ki izhaja iz tega. Ta primer odpira širše vprašanje. Koliko avtomatizacije si sploh lahko privoščimo v komunikaciji med državo in nami, državljani? Kje je tista točka, ko učinkovitost prejede v nekaj, kar začne načenjati našo pravno varnost? In tisti osnovni občutek, da je nekdo našo zadevo dejansko vzel v roke, jo prebral in nanjo odgovoril kot človeku, ne kot številki v sistemu. Točno. Kje je meja med orodjem, ki pomaga, in procesom, ki postane sam sebi namen? Zelo dobro vprašanje za razmislek.